Po besedah vodje sektorja ekonomike Ladislava Jakija poslovanje novomeške komunale spremljajo tako na mesečni kot 3-mesečni ravni. Lahko povem, da za komunalo preko zagotavljamo in ustvarjamo nekje rezultate v skladu z poslovnim planom, ugotavljamo pozitiven poslovni rezultat in tudi za občino Škocjan ugotavljamo, da je rezultat celo nekoliko boljši, kot smo ga planirali. Slabih 14 tisoč evrov pozitivnega poslovanja izida so ob polletju namreč dosegli samo na območju občine Škocjan. Konec avgusta pa so bili rezultati boljši še za 2 tisočaka. Ja, jaz sem zadovoljen s tem poročilom, namreč iz tega razloga, ker smo vrsto let poslušali, da je bilo veliko izgube. Zdaj se je to pokazalo, da z obnovo teh občinskih vodovodov so se bistveno zmanjšale same izgube in seveda tudi so se zmanjšali sama popravila na samih vodih. Lani so imeli v občini skupaj 136 okvar, do danes le 36. Za približno 7% manjše so tudi vodne izgube in zdaj znašajo še vedno neravno majhnih 32%. Premik beležijo tudi na področju ravnanja z odpadki. Od marca lastnikom zidanic obračunavajo zbiranje in odvoz odpadkov, kar mesečno znese približno 700 evrov. Ocenjujemo, da bomo tudi do konca leta na področju občine Škocjan dosegali podobni rezultat, se pravi pozitivni, in ne bo potrebno nekih dodatnih subvencij strani občinskega proračuna iz drugih davčnih virov, ampak samo iz naslova in v višini najemnine za komunalno infrastrukturo. V občini bodo tako na račun dodatnih subvencij prihranili 30 tisoč evrov. Pozitiven rezultat ob koncu leta pa bo, če ne bo prišlo do kakšnih nepredvidenih dogodkov, vrnjen v proračun, namensko za obnovo ostale infrastrukture v občini.